Dober dan, lepo vas pozdravljam na tem knjižnem sejmu. Slovenska matica je v okviru predstavitev današnjih pripravila tudi predstavitev nove knjige, ki je pred kratkim izšla pri naši založbi Vesne Mikolič z naslovom Ali bereš Cankarja. Knjigo smo zelo pričakovali, smo jo zelo veseli in zdaj začenjamo pohod z njo naokrog. Najprej bom predstavila avtorico. Dr. Vesno Mikolič je tudi najprej, da poudarim, članica Slovenske matice in tudi vodja odseka za slovenski jezik pri nas in od letošnjega leta tudi podpredsednica Slovenske matice. Sicer je pa redna profesorica in znanstvena svetnica na področju jezikoslovja, esejistka in publicistka. Po osnovni izobrazbi je profesorica slovenskega in italijanskega jezika in književnosti. Zaposlena je pa na ZRS Koper, kjer je predstojnica Inštituta za jezikoslovne študije. V svojem delu znanstvenem se že kar nekaj časa ukvarja s Cankarjem. Pri Slovenski matici je izšla že njena knjiga Izrazi moči slovenskega jezika, kjer je eno veliko poglavje namenjeno prav Cankarju in moči njegovega jezika. Obenem je bila tudi urednica dveh naših ponatisov Cankarja in tudi piska spremne besede. Tale knjiga, ki pa je zdaj pred nami, je pa strokovno delo, ki pa je načrtovano in načrtno napisano izredno poljudno. Pa bi jaz začela tale najin pogovor kar s vprašanjem, kaj je bil vaš vzgib, da ste pač na tak način se lotili predstaviti Cankarja in postavili občinstvu tako malce provokativno vprašanje, ali bereš Cankarja? Ja, dober dan vsem, ki ste pripravljeni prisluhniti ne samo meni, ne samo urednici, ampak Cankarju predvsem. Namreč v resnici je bil moj nagib ta, da bi približala Cankarja ljudem. Namreč tako kot se večkrat zgodi, pa ne samo v Sloveniji, ne samo s slovenskimi klasiki, ampak s klasiki nasploh, veliko o njih govorimo, veliko vemo, recimo o njihovem življenju, pomenu, ampak v resnici jih pa ne poznamo preko njihovih besed. Ker so morda zaradi neke časovne razdalje malo arhaični ali pa jih ne čutimo, da so tako blizu današnjemu času, ali pa se zdijo po jeziku težki ali temni, tako kot se drži nekako Ivana Cankarja, neka fama, da je zahteven, da se ga težko razume, in seveda je za današnjo publiko, sploh recimo za mlade, ki se z njim soočijo v šolah in jim je to neko obvezno čtivo, jim je potem to odveč, in celo dobijo en tak mogoče celo nek odpor oziroma en odnos, ki ga potem težko presežejo, in se težko potem približajo kot pravi bralci v kasnejših letih. In pravzaprav je moj namen bil, da se to preseže v resnici, da se pokaže, da se poskusi približati Cankarja, kajti moj občutek je bil, da vendarle ima Cankar tudi današnjemu človeku, ne vendarle, ampak da ima veliko povedati. In recimo eden od dokazov, da je to v resnici možno, da je možno pristopiti na bolj sproščen način k njegovim delom in da pravzaprav z branjem, enkrat, ko vstopiš v ta svet, da potem se ti dejansko začne odpirati. Ta dokaz sem dobila tudi pri vrhniških bralcih Ivana Cankarja, ki so tudi danes tu z nami in jih tudi prav lepo pozdravljam. In smo jih tudi povabili, da bi dejansko pokazali in povedali nekaj o tem svojem branju. Tako da toliko za moj začetek. Ja, to je bil tak kratek uvod, s katerim smo nekako želeli pokazati, da je izhodišče razumevanja Cankarja in današnjega pristopa, ki ga skušamo tudi danes, ki ga bomo poskušali prikazati, kakšen pristop ponujate v svoji knjigi, je branje samo po sebi in v bistvu razumevanje potem besedila izhajajoče iz tega prvotnega občutja branja. Tako da, kot je napovedala že gospa Mikolič, bi prosila
člane, zveste bralce Cankarjevih del pod okriljem Turističnega društva Blagajana Vrhnika, da bi najprej nam za en tak uvod v najin pogovor prikazali, na kakšen način se vi lotevate branja Cankarja. Tako da prosim najprej gospoda Kosa, da pač pove, kako ste vi to zasnovali, in potem, da se malo najprej potopimo v Cankarjeve besede in prisluhnemo najprej izvornemu besedilu. Prosim. Mislim, da je v redu. No, jaz bi vas na začetku rad najprej lepo pozdravil v imenu Turističnega društva Vrhnika oziroma Blagajana Vrhnika, še posebej v imenu naše predsednice Mirjam Suhadolnik, ki je vsa nesrečna, ker danes ni mogla prijeti, pa ima toliko dela, da res ni mogla, mi pa zabičala strogo in rekla, Kos, da ne boš predolg. Zato sem si to kar malo napisal, je najbolj višal. No, zahvaljujem se tudi Slovenski matici in pa Vesni, da ste nam omogočili tale nastop. Moram priznati, da smo zaradi tega kar malo važni. Ali bereš Cankarja, se sprašuje Vesna v tej svoji novi knjigi, in naš odgovor je, draga Vesna, ja, beremo. Beremo ga 6 let in pol in na dan mladosti smo imeli okroglo 300 to branje. Začeli smo brati, bom tako rekel, zaradi vse sorte traparij, ki so se dogajale v Močivniku in z Močivnikom. Moramo omeniti samo tole, da v njih je sodelovala tudi sedanja ministrica za kmetijstvo, kot takratna direktorica sklada kmetijskih zemljišč in gozdov, in jaz si dejansko ne znam predstavljati, kaj bi se zgodilo z Močivnikom, če bi takratna nakana sklada kmetijskih zemljišč uspela. Na nek način pa večkrat rečem, da sem prav hvaležen za vse tiste traparije, ker zaradi tistih traparij se je zbrala tale skupina, ki je v resnici 5-krat večja, in od takrat beremo Cankarja. Jaz si domišljam, da smo ga malo že spoznali, domišljam si, da ga še celo malo že poznamo, in veliko je vreden. Meni res, strašen pomembno, da sem član te pomembne, prisrčne skupine bralk in bralcev, in to je res super. To ima to en poseben čar. No, razmere v Močivniku se izboljšujejo počasi, sicer s poudarkom na počasi, drugače pa Močivnik svoj program ima. Ta program so številni obiskovalci iz cele Slovenije, ki kljub vsemu hodijo v Močivnik, in konec konca je program Močivnika tudi naše branje vsako sredo, vsakemu ramenu. Tudi danes bomo brali o Močivniku, in sicer bomo brali črtico Brlinčkov Miha. Cankar je nekoč rekel, da ni pesnik, da je pesni naj Župančič, ki to zna, ampak tale Brlinčkov Miha je pesem v prozi, to je neverjetno. No, brali bomo Terezija Nikolčič, moja malenkost Andrej Kos, Ema Goričan, Primož Sark, tega fantam pa pol na koncu ne povedal. Namreč Cankarja berijo tudi mladi, in ob Cankarjevem letu 2018 so osnovnošolci in srednješolci sodelovali na literarnem in likovnem natečaju Cankar danes in Cankar in jaz. In eno kratko črtico z naslovom Razmišljanje o knjigi Ivana Cankarja, ki jo je napisal en učenec Adrijan Cvetko, jo bo prebral naš najmlajši bralec. Lahko si zamislite, kakšen fantič, ki je bil pred 6 leti, in zdaj je fant, ki bi gore premikal. No, France Dobrovoljc je v Cankarjevem albumu ob omembi Močivnika med drugim zapisal: v močivniški votlini je nad 40 let prebival hlapec, ki ga je njegov gospodar za voljo ljubosumnosti preganjal tako, da se je moral zateči v to samoto, kjer je obdeloval njivico, da se je lahko preživljal. Njegovo zgodbo je Ivan Cankar literarno obdelal v obeh črticah o Brlinčkovem Mihi in v noveli Smrt Jakoba Nesreče. No, in naša Ema Goričan, ki je neutrudna raziskovalka preteklosti,
je ugotovila, da je bil Brlinčkov Miha Trošt, ki je živel od leta 1820 do leta 1887, to se pravi, je to resnična oseba in glede na to, da je bil Cankar takrat 11 let star, ga je verjetno tudi poznal. Evo, kos, nehaj, Terezija, na vrsti si s prvim delom Brlinčkovega Miha. Bo šlo? Bo, po mojem. Malo bližje, ne? Ivan Cankar, Brlinčkov Miha. V zdavnih časih, tako zdavnej, da je že komaj res, je živel v Močivniku pod Vrhniko starec, Brlinčkov Miha po imenu. Takrat še Vrhničani sami skoraj niso vedeli za Močivnik, čeprav leži svojo tišino in se svoje prečudežno, samotno lepoto zamaknen ter le par korakov od klanca pod Novo Cesarsko cesto. Ni bil živemu svetu in cerkvi svetega Lenarta nič bližji kot Trst ali nemški Gradec. V mrak in hlad zavit je hranil svoje stoletne skrivnosti na dnu globočin. Nihče ni vprašal zanje, pa tudi sam jih ni ponujal nikomu. Izpod silnih sivih skal, temno molčečih, se je izvila zamolkno zelena voda Močilnikova, ter se ustavila in razprostrla v kotani, da si oddahne pod senco vrb, oddahne v dolge poti po čudopolnih kraljevstvih podzemnih. Mirna gladina je podobna velikemu, na stežaj odprtemu očesu, ki še ne bdi, strmi iz večne zarje, komaj odbeglih sanj, ko si do kraja odpočije in odsanja voda Močilnikovo. Stopi vosko strugo, ter se na poti polahamo proti revnemu polju in svetlemu soncu. Tam v večnem mraku Močivnika, v brlogu, vdolbenemu skalo, je živel takrat Brlinčkov Miha. To se pravi, da je živel bolj skrit in bolj sam, nego so živeli spokorniki v egiptovski puščavi. Res ni bil svet daleč njegovim nogam, ali njegovim očem in njegovi pameti je bil dalje od samih nebes. Kadar se je prikazal na Vrhniko med nas, žive ljudi, je bil kakor spomin iz davnine, gost iz 9. dežele. Lica njegova so bila iz rjaste, od sonca posušene in vse navzkriž razpokane ilovice, iz te ilovice pa je na vseh koncih pohanjala razmršena in razlasana črna trava. Njegovih oči nisem videl, zakrivale so jih obrvi, ki so vesele čeznje goste in dolge, kakor dvoje temnih brav. Na glavi je imel kosmato kučmo, ovrnjen je bil dolg vojaški plašč, kakor so jih nosili še za Napoleonovih dni. Šel je po cesti počasi, nekoliko upognen, pust in mrk, sam zase. Opiral se je ob silno gorjačo, spodaj okovano, ki je tolkla in pela zvonko po kamenju, tako da smo se spogledali, ko je bil še za 10 hiš daleč. Miha gre. Prišel je, stopil s težkim korakom v vežo, nikogar ni pogledal, nikar pozdravil, temveč udaril je 3-krat gorjače ob tla, umirjeno in trdo, kakor udari, kadar gospod pokliče lenega hlapca. Brž so mu spoštljivo prinesli kos kruha, kozarec vina, bakren bajok. Miha je vzel, se ni nič zahvalil, ter se počasi in široko napotil k sosedu. Tako je pobiral po Vrhniki svoj davek, šel je le mimo gostačev in bajterjev, drugače ni zgrešil nobene veže,
Ko je obral vse do zadnje, se je vrnil v močilnik, utonil je v mrak in pozabljenje in ni ga bilo na spregled do prihodnega davčnega dne. Kdo je bil Brlinčkov Miha? Odkot je prišel? Kje mu je tekla zibel? Po kakšnih cestah in kolovozih ga je gonilo življenje, dokler ga nazadnje ni prignalo v močivnik? Bog nebeški vedi, jaz ne vem in tudi ne vprašam. Če se je prikazal Miha med nami, se mi je zdelo, da se je prikazal močivnik, kakor je bil, z vso svojo nemo in mračno samoto, z vsemi svojimi brezdajno noč zaklenjenimi skrivnostmi. In ne posegel bi tja, ne posegel to noč, tudi če bi bile duri samo priprte, če bi bila zunaj pred pragom svetilka prežgana. Bolj na glas so govorila zaklenjena vrata, nego bi moglo govoriti odprto svetišče samo. Kaj bi bila še vredna pravljica, če bi jo učenjak raztelesil in jo razložil pred me v pusti podnevni luči? Kakor ni bil tihi močivnik prav nič radoveden na početje glasne vrhnike, tako se tudi Brlinčkov Miha ni zmenil za ljudi, od katerih je pobiral svoj pravični davek. Najbrž jih ni poznal ne po imenu, ne po licu in le okovana palica njegova je poznala vežo, kjer se je klenketaje oglasila. Med ljudmi je prišla, še dišeča po mraku in v samoti, edino le njegova preperela vojaška suknja. Toda njegovo življenje je bilo v 9. deželi. Nikomur poznano, vase zakrknjeno, ni maralo ljudi, ni jih ne ljubilo, ne sovražilo, še videlo jih ni. V hladno brezno zakopano ni občutilo nemilega sonca, ni okusilo veselja, zato tudi ne bridkosti in gorja. Nekdo mi je pravil, da so ga nekoč našli mrtvega v brlogu in da so ga zagrebli na blagoslovljenem pokopališču, kakor se spodobi za kristjana. Jaz pa mislim, da ni bilo tako. Tiho in mirno se je v jesenski noči združil z močivnikom, svojim pravim bratom v samoti, ljubeznivo ga je objela temnozelena voda njegova in ga ni izpustila nikoli več. Kaj se ti zdi, Brlinčkov Miha? Zakaj sem se spomnil nate? Najlepša hvala. Zdaj pa nadaljujemo z najnim pogovorjem. Ta nova bralna strategija, ki jo ponujate v svoji knjigi, upošteva tako vidike jezikoslovja kot vsebinske obravnave dela. Ponujate pa v njej 5 korakov, po katerih se lahko pač pristopa do Cankarjevih besedil. In prvi korak naj bi bila analiza ključnih besed Cankarjeve književnosti, ki pa temelji na avtomatskem luščenju besed iz korpusa Cankarjevih besedil. Pa bi vas prosila, da poveste, kaj pač pokaže taka jezikovna analiza. Ja, torej, sama sem to analizo opravila, zato da lahko tukaj v knjigi predstavim oziroma prav navedem v obliki seznama 500 njegovih ključnih besed oziroma tudi 100 njegovih prvih ključnih besed, tudi jih upodobim na take različne načine, to je recimo v obliki 2 rok, so njegove najpomembnejše besede predstavljene, ampak drugače mi pa ta izraz analiza ni blizu pri branju. Torej gre za to, da sem pač sama to opravila, zato da približam ta svet bralcu, ki pa lahko v bistvu z branjem ugotovi, da se res določene besede pri Cankarju zelo pogosto pojavljajo, ponavljajo. In to sem tudi sama kot bralka začutila in sem potem v resnici pri tej analizi, ki jo zdaj omogočajo
sodobne tehnologije, torej korpusno jezikoslovje, kot pravimo temu, torej omogoča, da oblikujemo elektronsko zbirko besedil, jo tako uredimo, označimo, da lahko potem analiziramo prav statistično pravzaprav, pojavnost. Ampak seveda, vedno je potem potrebna še interpretacija, potrebno kvalitativno branje. No in kot rečeno, če pogledamo tudi to statistično analizo, nam dejansko pokaže, da je recimo 5% njegovih besed se pojavi skoraj da vsaka od 5000 do 1000 krat. Se pravi, da skoraj v vseh njegovih delih bomo našli njegovo najpogostejšo polnopomensko besedo, to so oči. Tudi tu, če ste bili pozorni, oči na začetku poudari, da pri Berlinčkovem Mihu niso bile vidne, da nisem videl oči, ker so se skrivale za temnimi obrvmi. In kaj nam pove, ta Berlinčkov Miha s tem postane še bolj skrivnosten, pravzaprav vsi Cankarjevi junaki so okarakterizirani ne samo enkrat skozi zgodbo, večkrat skozi svoje oči. Se pravi, če sledimo opisu oči v Cankarjevih delih, lahko prepoznamo ta osnovna občutja, ki tečejo skozi njegova besedila. In s tem se v bistvu sestavlja zgodba, iz teh občutij, ki jih niza Cankar, prav okrog teh svojih ključnih besed. V bistvu niza podobe s tem, ki se sestavljajo v neko celoto, tudi v zgodbo. No in kot rečeno, če iščemo, torej to je bistvo pravzaprav njegove književnosti, ker če iščemo zgodbo, neko napeto zgodbo, bomo razočarani. Če pa se prepustimo tem podobam, skozi ki jih niza ob teh besedah, potem pa seveda nas bo mogoče prav tako raziskovalno pritegnilo, kaj se zdaj, kako se te oči recimo glavnih likov spreminjajo. In seveda teh besed je še nekaj, oziroma bom rekla tako, gre za to, da Cankar potem, kar potem, o čemer govori tudi naslednji korak, te besede seveda ponavlja, ampak na tak način, da iz njih vedno rastejo novi pomeni. Tako da je ta raziskovalna, bomo rekli, žilica se še bolj vzbudi. No, zdaj, ampak če ostanemo najprej pri teh, katere so te njegove polnopomenske oziroma najpomembnejše ključne besede, tu so seveda poleg oči veliko besed vezanih na obraz, na človeka, torej druga polnopomenska beseda, najpogostejša je prav človek, in potem besede povezane z obrazom, tudi obraz, lice, usta. Se pravi, v bistvu gre za to, da je zelo pozoren na obraz, in Marcel Štefančič v svojem delu pravi, da ga zelo zanimajo prvi plani. Torej dejansko vidimo te ljudi zelo od blizu, hkrati pa potem seveda lahko sledimo besedam iz ožjega okolja, iz domačega okolja, prav dom je tista tudi ena izmed ključnih besed, in besede, ki so vezane na hišo, na dom, torej duri, izba, nekatere tudi deloma arhaične, ampak ni Cankarjev problem v arhaičnosti, kot kdaj mislimo, kar bom potem poskušala še na koncu nekako zaokrožiti. Čeprav seveda nekatere besede so arhaične, nekatere besede so tudi take, ki jih danes ni več, ker ni več pojavnosti za njimi. Ne vem, dacar, dobro, imamo dacarje, ampak malo novodobne, pa jih tudi drugače imenujemo, biriči, cula, to so besede, ki pač nimajo, jih ne uporabljamo tudi več teh predmetov oziroma pojavov, ki so za njimi. No, ampak drugače, kot rečeno, gre za besede, ki so iz tega ožjega okolja, potem pa so besede, ki seveda vodijo tudi po poti od doma v svet, in tu je seveda zelo pomembna beseda pot. Prav pot je zelo pogosta, je tam med prvimi 10, 20 se pojavi, in lahko pomeni veliko, o tem bom še kasneje govorila,
ampak recimo vezane na ta bom rekla, na nek prostor, ne, ki pa seveda pomeni potem veliko več, ne, metaforično, simbolno se razraščajo te besede, je tudi klanec, je tudi dolina, se pravi pot, klanec, dolina, to so tudi besede, ki jih najdemo v vseh Cankarjevih delih, skoraj res, lahko rečemo, da ne, v večini oziroma skoraj vseh. No in potem so seveda še recimo taki čisto pojmi, ne, kot sta recimo sanje, hrepenenje, ne, ljubezen, ki so tudi med temi najpogostejšimi. Ne. No in skratka, če nekako zdaj prepoznamo te besede, tudi če jih zdaj preletimo, ne, tu na koncu ne, bi kar pokazala, imamo torej prav seznam teh 500, tako čisto kot slovarsko, ne, 500 ključnih besed z podatkom, koliko pogosto se pojavljajo, ne, torej od najpogostejših do najmanj, in potem tudi po abecednem redu, tako da lahko poiščemo, a je ta beseda, ne, Cankarjeva ključna ali ne. No, skratka, če torej preberemo te besede, se potem dejansko lahko, tako kot pri učenju jezika, ko pridemo do določenega praga spoznavanja besedišča, potem tudi, če ne razumemo drugih besed, se nam odpirajo sami po sebi pomeni. Ne? In tako sem prepričana, in recimo, če smo pri nekih številkah, so jezikoslovci, ne, didaktiki jezika ugotavljali, da je 250 besed takih, ki jih uporabljamo vsakodnevno, potem nekje 700 besed je nek prag, ki pomeni, da se bomo lahko dejansko v jeziku sporazumeli. Ne? Se pravi, da 500 Cankarjevih besed je nekje vmes, ne, kar pomeni, da nam načeloma omogoča, da tudi če ne bomo razumeli vsega, da se nam bo na osnovi teh besed ostalo odpiralo samo po sebi. Ja, v drugem koraku ste pa se predvsem posvečali vidiku, kako Cankar komunicira z bralcem svojega besedila. In v ta namen ste preučevali, kakšna jezikovna sredstva uporablja pri tem in kako dosega moč svojih besed. To je v bistvu bilo potem nadaljevanje te raziskave. Tako, ker ravno zato gre, ker sem že prej nakazala, da Cankar s temi besedami, ki jih tako pogosto ponavlja, ne dosega, da bi se zdaj mi tega naveličali, ne? Da bi to šlo na račun živosti jezika, kot večkrat slišimo v šoli, ne ponavljaj besed, ker ne, potem je besedilo premalo živo in moramo potem iskati sinonime, morajo učenci iskati sinonime. Ne? No, tukaj gre za to, za vprašanje, kaj počne Cankar s temi jeziki. To nas zanima, s temi besedami. To nas zanima v tem koraku. In tu je seveda na pomenski ravni zanimivo, da jih povezuje v besedne zveze, tudi zelo neobičajne, nepričakovane, ne vem, trde ure, ne, ali pa, no, tukaj imam kar nekaj tega, ne, napis, mislim, veliko je tega, trde ure, življenja, gnus, velik hrup in tako naprej. Se pravi, gre za to, da besede, ki jih postavlja vsakič v nove besedne zveze, vsakič pridobijo nek nov pomen. Recimo v romanu Tujci, ki smo ga ravno tako z vrhniškimi bralci skupaj že tudi brali in tudi poslušali, smo ugotovili, da se beseda s korenom tuj ponovi 100-krat v tistem kratkem romanu, ampak recimo več kot 30-krat ima čisto drugačen pomen. Ne? Se pravi, vsaj 30 oziroma še več različnih pomenov ima ta beseda oziroma ta koren tuj. Ne? No in tako počne pravzaprav vsemi temi zelo običajnimi besedami in iz njih ne samo, da se tvorijo na ta način metafore, tudi zelo simbolne postajajo. Se pravi, v bistvu na ta način on ne zapira prostora bralcem, ne, čeprav je njegov izraz pravzaprav močen, krepak s temi osnovnimi, elementarnimi besedami, bi kot rečeno lahko čutili njegov jezik težek. Ne, in recimo prevajalec v italijanščino, recimo to sem ugotavljala, ko sem primerjala prevod Martina Kačurja v italijanščino, je na kar nekaj mestih ni bil tako neposreden, namesto reči, kot pravi en lik, debel sem,
V italijanščini reče "ho messo un po' di pancia", ne? Se pravi, malo sem se odebelil, malo sem se okrepil. Se pravi, da prevajalec je na več mestih poskušal biti nekako omiliti ta direkten, neposreden izraz. No, ampak Cankar ravno s tem, ko odpira pomene, tudi na zelo simbolen način, v bistvu nam dopušča našo razlago. Se pravi, ga ne čutimo, da nam zamejuje, da nas s tem zameji našo recepcijo, ampak nam odpira. In ne samo to, tudi in zaradi tega mogoče ni najboljše, da se recimo v šoli naučimo samo nekaj pomenov, recimo, ne vem, klanec ima simbolni pomen recimo tistega revnega, torej je izvor v tem revnem klancu, ki je dejansko obstajal, ta predel Vrhnike nekoč, ki se potem lahko razširi seveda kot na simbol revščine v celotni družbi. Ampak klanec v resnici v veliko delih Cankarjevih nima tega, bomo rekli, tega simbola, in tudi ne tega, bomo rekli, temne plati, ampak lahko pomeni ambicijo, lahko pomeni nekaj svetlega, in takrat je v povezavi recimo z dolino, ki pomeni nekaj temnega, torej težko življenje v dolini, nekdo si želi, da bi preko te strmine šel v lepše življenje. Ali pa lahko pride celo do takih zelo v bistvu transcendentalnih pomenov, recimo v hiši Marije Pomočnice, kjer imata in dolina in klanec večkrat menjata pravzaprav. Enkrat pomenita dejansko to novo življenje, posmrtno življenje, kamor je treba skozi življenjske klance, da prideš iz te temne doline skozi klance, čez klance, do nekega svetlega sveta, ki je lahko tudi v tem primeru posmrtno življenje. Ampak, kot rečeno, teh simbolnih pomenov je veliko in so zelo različni. Oziroma, tako, on ima tudi vedno ob besedah, ki pomenijo nekaj, recimo, ne vem, mrak, tema, ima tudi dan, ali ob senci je vedno tudi sonce, ob dnevu je vedno tudi noč na drugi strani. Se pravi, v bistvu tudi o tem govorim, da imamo dejansko vedno postavlja nekako te antitetične pomene. Je pa tudi to, iz tega lahko izpeljemo, da Cankar nikoli ni samo temen, ker ima vedno ob temi mraku ima tudi luč, ob senci ima tudi sonce. Se pravi, da že tukaj potem lahko vidimo, da njegova sporočilnost ni temna, tako kot se jo tudi večkrat razlaga. No in ne gre pa samo za te pomenske, mislim, za te povezave v različne besedne zveze, s katerimi pač Cankar odpira nove pomene, ampak tudi lahko bi rekli čisto take res jezikovna sredstva, ki jih lahko analiziramo, na kakšen način on krepi te pomene, da mogoče včasih tudi ga čutimo kot patetičnega, ampak v resnici je to daleč od patosa, če začutimo, kakšen ritem se s temi sredstvi ustvarja. In res to potem beremo kot pesem. In potem to ni več nobena patetika, ampak zelo pristna, iskrena pesem iz teh preprostih besed pravzaprav. In tukaj seveda navajam več, zdaj ne bom tukaj zelo natančna, da ne bomo predolgi, ampak recimo besedni red, ki ni običajen. On reče recimo, rosen in blaten je prišel Martin Kačur. Običajni besedni red bi bil, Martin Kačur je prišel rosen in blaten. Se pravi osebek, prehod, torej ta izhodišče, prehod in potem informacija, ta glavna, ki jo želimo posredovati. On pa to velikokrat res obrne na glavo in s tem poudari vse tri pozicije. Se pravi, tako ta rosen in blaten pridobi zdaj še večjo težo, ker je na nepričakovanem mestu in takoj na začetku, hkrati pa na tisti poziciji, kjer običajno pričakujemo novo informacijo, dobimo osebek, ki je pričakovan, ampak je sedaj na nepričakovanem mestu. In nas v bistvu vse te tri pozicije zdramijo. Potem so recimo glagolski enodelni stavki v tretjem spolu, v srednjem spolu v tretji osebi, recimo je vzkriknilo, se je oglasilo, bližalo se je, torej brez osebka, samo ta glagol, samo povedek, in to seveda je tudi zelo pogosto sredstvo, s katerimi izrazi to
skrivnostnost, to dejansko neko občutenje ene skrivnostne situacije, v kateri se človek čuti nemočnega. Ne? Torej nekaj se dogaja, ker človek ne more obvladati. Ne? In to je s temi jezikovnimi sredstvi in še drugimi, ki pravim, jih ne bi zdaj tukaj natančno razlagala, so pa seveda tukaj omenjena vsaj ta glavna. In v resnici je bil mojster, ki se je zavedal teh jezikovnih sredstev. Torej on je vedel, kaj počne, ne? In je dosegal te učinke, kot rečeno, močna, krepka beseda, obenem pa odpira pomene in nas prepušča, bom rekla, kar nekemu pesemskemu, lirskemu ritmu. Ne? Tako da to je učinek teh njegovih postopkov. Ja, in tako pa potem v tretjem koraku pa pridemo tudi do razmišljanja o idejni plati njegovega opusa, o ključni temi. Tako da tukaj ste tudi že omenili to besedo, ki je v bistvu ključna beseda Cankarjevega opusa, hrepenenje. Mogoče, če malo več poveste o tem, kako iz tega lahko interpretiramo bistvo njegove umetnosti in kaj je v zvezi s tem tudi etično sporočilo Cankarja tudi za nas, za današnji čas, za današnje bralce, do tega pridemo, a ne, v bistvu s tem. Tako. Torej, ključna beseda v smislu, da seveda se tudi hrepenenje ali pa koprnenje tudi uporablja, ga najde med 500 besedami, ne? Hkrati pa v idejnem smislu, ne? Ključno. Namreč to so vsi interpreti, teoretiki že pisali o tem, ne? O tem Cankarjevem hrepenenju, ki ga tudi, bomo videli, slovenska kultura zelo dobro pozna, ne? Ampak seveda pomembno je, kako razumemo, kako začutimo to Cankarjevo hrepenenje. Ali je to samo želja po izhodu iz neke trpeče situacije, ne, ki ostane samo hrepenenje in je torej dejansko to so to neuresničene sanje, neuresničeno hrepenenje in pomeni, da je res to neka temno sporočilo, ne, da ne moremo iziti iz tega trpečega sveta, da lahko samo hrepenimo. Pesimistično, kot se tudi vprašam, zelo poljudno, ne, ali je bil Cankar pesimist ali optimist. In dejansko ugotavljam, sama sem prepričana v to, da ne moremo reči, da je bil Cankar pesimist, da je bil Cankar temen, ker je pravzaprav to temno življenje, ki ga je slikal, to je dejstvo, kapitalizem kot izkoriščevalska družba, vsak posameznik mora skozi osebne trpeče situacije, ne? Ampak v vsaki zgodbi, v vsakem njegovem delu bomo našli tudi luč. Ne? Tako kot sem že rekla, pri teh besedah imamo vedno ta nasprotja, kjer je tudi ta svetli pol vedno prisoten in tako je tudi v sporočilu. In s tem hrepenenjem in nasprotjem in bom rekli, na eni strani imamo trpljenje, na eni strani imamo ta recimo klanec ali pa dolina, ki je lahko trpeča, ne? Potem imamo pot, ki vodi iz tega, ne? In potem je seveda hrepenenje in sanje, ki jih lahko vidimo bodi si kot cilj, bodi si kot neuresničen cilj, ali pa, in tukaj mislim, da je ključno, da v bistvu Cankarjevo idejo lahko interpretiramo tako, da mu je hrepenenje v bistvu ustvarjalna motivacija, torej motivacija za življenje, v bistvu spremlja to pot, po kateri hodimo, in torej ni mu pomemben cilj, ampak to, da sprejmemo trpljenje in s hrepenenjem, s sanjami gremo naprej. Ne? In v bistvu gre tu za to, da je seveda to utemeljeno recimo tudi v romanu Novo življenje, ne, ki je bil en prvi, oziroma bom rekla tistih iz njegovega najbolj plodnega obdobja, ne, ni bom rekla iz tega zadnjega obdobja, kjer lahko tudi to najdemo. V bistvu tako idejo je Boris Paternoux, zdaj v enih zadnjih njegovih, poznate literarnega teoretika, nedavno preminulega, ki je ugotavljal to idejo v njegovih podobah iz sanj, v Cankarjevih podobah iz sanj, ki jih je napisal med to izkušnjo Prve svetovne vojne, ne? In je v bistvu tudi to Prvo svetovno vojno, to izkušnjo Cankar v bistvu znal videti kot motivacijo za
naprej. Ne? In ne nazadnje tudi v predavanju Očiščenje in pomlajenje, zadnjem svojem tržaškem predavanju pred smrtjo po prvi svetovni vojni, je povedal, da je lahko izkušnja prve svetovne vojne za posameznika in za narod možnost, da ozavestimo to trpljenje, da vemo, kaj smo prestali, in na tej osnovi smo lahko pravzaprav še bolj pogumni, ne, da smo to prestali in gremo naprej, ne, pomlajeni in očiščeni. Ne. In podobno je tudi v novem življenju, ne, kjer tudi izrecno pove, da je novo življenje ne tisto, po katerem je ves čas hrepenel in v bistvu zapostavljal vse svoje bližnje in samo težil k nekemu novemu življenju, ne, cilju, ampak da bi pravzaprav moral že v času tega življenja, ne, videti svoje sotrpine, videti svoje trpljenje in se v tem razdajanju in hrepenenju, ne, iti naprej. In da je to pravzaprav novo življenje. Ko zavestiš svoje trpljenje, ko zavestiš to, da lahko s pomočjo drugim, z razdajanjem drugim, da greš, ne, naprej proti svojim, bom rekla, sanjam, ampak da so te sanje že na poti. Ne, pravzaprav je pot že novo življenje. Ne. In tako je tudi zelo znana kratka vložna zgodba v tem novem življenju o grbcu, ki se svoje grbe ni zavedal, dokler se nekega dne ni videl v zrcalu, in takrat, ko je videl svojo grbo in se je zavedal, in jo sprejel, ne, in se sprejel kot takega, to je potem bilo novo življenje. Se pravi, trpljenje je del življenja, novega življenja, tako kot je hrepenenje že del novega življenja. Ne. In to pa vemo, da tudi danes mnoge, ne, tudi, bom rekla, te New Age teorije ali pa resne, zelo resne psihološke teorije, ne, nas učijo, da ni važen cilj, ampak je važna pot. Ne. No, in Cankar je pravzaprav v vseh svojih delih, torej tudi, če ni tako izrecno kot v teh delih, ki sem jih zdaj omenila, ampak tudi v krajših vedno pokazal na takšen ali drugačen izhod. Ne. Tudi če Martin Kačur žal sam ni videl še te nove družbe, ki jo je želel ustvariti, torej videl jo je, ampak on pač v resnici ni mogel realizirati lastnih sanj, so pa se sanje njegove realizirale, ker so jih drugi za njim. Ne. Se pravi, da dejansko vedno nakaže takšno ali drugačno pot naprej. Ne. In v tem smislu se tudi mladi, ne, lahko se jim v bistvu obrne perspektivo, ne, da se ne pogleda samo na to trpljenje, ampak dejansko ugotovimo, da je Cankar to trpljenje prikazoval zato, da ga ozavestimo, tudi lastno trpljenje, in gremo še bolj pogumno naprej. Ne. Tako da v tem smislu bi bilo smiselno tudi mladim ga prikazati. Ne. Prej ste omenili, kako v bistvu Cankarjeve ključne besede, malo ste nakazali že, so vplivali na slovensko kulturo nasploh. In v 4. koraku ste pa prav posebej se lotili tega širšega pogleda, kakšen je odnos Cankarja do slovenske kulture in družbe nasploh, pri čemer ste izhajali iz tega občutja, da je bil pač tudi on kar nekaj časa tujec, da je v bistvu gledal lahko na našo družbo od zunaj, z Dunaja, z Trsta. In potem ste tudi primerjavo naredili med njegovimi ključnimi besedami in ključnimi besedami slovenske kulture. Pri tem ste si pomagali z besedilnimi korpusi, tako turističnim kot referenčnim korpusom Gigafida. In je zelo zanimivo, kaj je ta analiza pokazala. Torej, v resnici, kot smo že prej rekli, večkrat rečemo, da je hrepenenje tudi slovenska ključna beseda. Zakaj? Ker ga težko na isti način prevedemo v različne jezike. Torej, hrepenenje Slovencem res pomeni marsikaj. In jaz mislim tudi, da ni naključje, da je hrepenenje tudi Cankarjeva ključna beseda. Ne? Tako kot je še nekaj drugih besed, ki so me pa tudi mene, torej so tudi mene zelo presenetile, tako da se tako pogosto pojavijo pri Cankarju,
kot da se tako pogosto pojavijo v teh drugih referenčnem in pa v turističnem korpusu, ki sem jih analizirala že pred Cankarjem. Se pravi, že tam me je presenetilo, da se zelo pogosto pojavijo besede pot, dolina, delo, dobro, potem so še druge, ne, tudi hrepenenje, ne. Ampak teh besed nisem pričakovala. Ne. Potem se je to isto ponovilo pri Cankarju, torej zelo visoko pot, zelo visoko dolina, ne, delo tudi, ne. No, in seveda tudi druge potem bi lahko še naštevali, še nekaj je takih, ki so pravzaprav presenečenje, da so tako pogoste. In potem, če grem tudi po nekih drugih kriterijih, kaj so to ključne besede kulture in tudi ključne besede za nekega avtorja, so te besede v resnici ključne, ker pot, recimo, lahko tvorimo iz te besede mnogo novih besed, veliko več, kot se to počne v drugih jezikih. Ali pa tudi res v veliko kontekstih se uporablja pot, velikokrat več kot, dobro, way tudi je lahko marsikje, ampak manjkrat kot pot, ne. Se pravi, po različnih kriterijih sta pot, dolina, delo, so hkrati ključne besede slovenske kulture in ključne besede Ivana Cankarja, ne. In zdaj seveda sem se vprašala, koliko je tu naključja, koliko je pa tega, da je v resnici Cankar znal prebrati našo kulturo, ne, hkrati pa vplival na njo. Gotovo so te besede, imajo vse te pomene tudi zato, ker je on pisal na ta način o dolini Šentflorjanski in pravim, dolina se ne nahaja samo pri dolini Šentflorjanski, ampak v vseh njegovih delih z različnimi pomeni, ne, in ravno tako pot in tako naprej. Se pravi, v bistvu gre za to, da je prvič on znal prebrati nas, ne, kot hlapce, ampak ne samo to, kar že vemo, še mnogo tega je, kar se kaže, da je Cankar pravzaprav zelo, bom rekla, tisto srž slovenske kulture, ne samo literature, ampak kulture nasploh. Tako kot je bil pravzaprav Shakespeare, ne, ki ga je Cankar seveda tudi prevajal. Ne vem, koliko se je Cankar tega zavedal, prav tega vpliva na kulturo. Ampak zavedal se je pa, da želi okarakterizirati slovenskega človeka in družbo. In to pa ravno zato, ne, to mu je pomagalo, ker je živel vendarle 10 let na Dunaju. In mislim, da to tudi premalokrat poudarimo. Tako v šolah, kot mi sami se tega zavedamo premalo. Seveda Dunaj takrat ni bil taka tujina, kot je danes. Ne. Na Dunaj so takrat šli vsi študirati, ne, tisti, ki so želeli študirati, ker pač tu univerze ni bilo. Ampak vendarle, bila je prepoznana kot tujina, tudi Cankar jo je prepoznal kot tujino in se tudi ta antiteza med domom in tujim, ne, tujino večkrat pojavi. Hkrati je pa on, kljub temu, da je 10 let živel na Dunaju, ni prestopil v slovenski jezik, v nemški jezik, čeprav je tudi pisal za avstrijske časopise, ampak je pisal v slovenščini in tudi njegov svet, ja, je tudi bilo delavsko okrožje, tudi taki saloni, ne, ampak predvsem je bil pa fokus na slovenski družbi. Torej z Dunaja je želel opisati, označiti največje probleme in izzive, bi se rekli, torej in možnosti slovenske družbe. Ne? In v bistvu mu je ravno to, da je s to distanco gledal na slovensko družbo, gotovo mu to bilo v bistvu omogočeno, da je še bolj nas videl kot tako oddaleč neko celoto. Ne? In to se, kot rečeno, vidi tudi v jeziku, vidi v besedah, vidi v vrednotah, ki so v veliki meri tudi še vedno naše današnje. No in kot celoto pa potem na koncu besedilo spet gledate tudi v zadnjem, 5. koraku, ki je pa v bistvu posvečen razpoloženju v besedilu kot v celoti. To ste pa opazovali z analizo zgradbe besedila, skladnosti, slogovnih postopkov, ki jih Cankar uporablja, stilističnih, potem raznih estetskih prijemov. In vse te kategorije lahko tudi današnjemu bralcu nudijo nek bralski užitek, obenem pa omogočijo spet seveda, da začutimo to moč njegovega besedila in potem tudi razumemo pomen, idejo besedil. In mogoče bi za konec samo še poudarili, kako torej brati Cankarja, da bomo ta želeni učinek dosegli.
in kako prepričati ljudi, da bodo, ali pa jih motivirati, da bodo v čim večjem številu odgovorili z veseljem, da radi berejo Cankarja. Ja, torej v resnici v tem 5. koraku je pravzaprav to bistvo Cankarjevega branja, da se pač prepustimo temu razpoloženju. Ne? Ampak zakaj se lahko prepustimo? Torej, če vemo, da je Cankar v bistvu stvarnost opisoval s svojimi očmi, ne? Te oči so tudi pri njem programsko, njegove oči gledajo na svet, ne samo oči junakov. In hkrati, torej, če vemo, da bomo zdaj spremljali njegov svet, hkrati pa, da bo s vsemi temi postopki, ki smo jih opisali sedaj tudi, odpiral pomene tudi za nas, da si bomo mi ustvarjali še nove svetove in tudi novo upanje, novo življenje tudi zase, ne, kot smo lahko povedali, da nam je to pravzaprav slovenskim bralcem pisano na kožo, ker je to del slovenske kulture, ne, potem se v resnici lahko prepustimo temu besedilu in tudi, če se prepustimo temu razpoloženju, bomo videli, da Cankar ne samo ponavlja določene besede v vedno novih kontekstih, ampak tudi v besedilu se motivi ponavljajo. Torej vse se velikokrat zgodi večkrat, istemu človeku različne situacije ali pa iste situacije različnim junakom, se pravi v bistvu ta ciklična zgradba. Ne, to ciklično zgradbo bomo začutili tudi v celoti, v celotnem delu in tudi to seveda spet podkrepi ta ritem, o katerem smo že govorili. In torej, če se prepustimo tem besedam, ki se ponavljajo, tem motivom, ki se ponavljajo, temu ritmu, ki se s tem ustvarja in pomenom, ki se s tem razširjajo, ne, širijo, potem mislim, da je tukaj toliko ene možnosti ustvarjalne sile, ne, tudi pri branju, da nas to gotovo lahko pritegne. Ne? In tudi ne samo ta užitek, ampak tudi ta raziskovalna sla, ne, po tem, kam nas lahko to razpoloženje pripelje. Ne? Tako da tu mislim, da so možnosti, da se Cankarja približa sodobnemu bralcu. No in to je zdaj zelo lepo izhodišče, da se še enkrat vrnemo k Cankarjevemu besedilu in da še enkrat povabimo bralce, ki so danes se odločili, da bodo sodelovali. Vi ste še rekli, da boste predstavili še najmlajšega bralca. Se je že, tako da lahko samo preberem. Tako da prosim. Moš povedati, kaj boš prebral, veš? Adrijan Cvetko, razmišljanje o knjigi Ivana Cankarja Moje življenje. Ivan Cankar je bil pisatelj. Jaz osebno ne berem njegovih knjig, zato je to bila moja prva. Najprej sem bil skeptičen, če to sploh dobra ideja, ker imam raje knjige o akciji, znanstveni fantastiki, prihodnosti. Ampak sem se le spravil k branju in sem jo prebral. Zdaj sem tu in pišem svoje razmišljanje, kar pa je vedno moj najljubši del pri teh nalogah, ker imam vedno mnenje o vsaki stvari. Knjiga pripoveduje o življenju pisatelja. Zgodba se začne že v mladih letih in se konča ob odhodu v srednjo šolo. Najbolj se osredotoča na šolo, cerkev in odnose doma. Teme nimajo določenega vrstnega reda in se pojavljajo naključno. Včasih knjiga pripoveduje o tem, kako pisatelja muči šola, včasih pa govori o dogodku, ki se je dogajal doma. Ta stil pripovedovanja mi nikoli ne ugaja, vendar si ga po branju knjige ne morem predstavljati drugače, ker ji ta stil pristaja. Ne govori o tistih najmanjših podrobnostih, ampak se osredotoča na nekaj, kar bi bralcu dejansko bilo zanimivo. S tem tudi skrajša čas branja, ampak pove vse, kar mora, na kratko in jedrnato. Nekaj, kar mi ugaja, pa je stil pisanja. Med branjem te knjige človek res začuti razliko med stilom pisanja tistega časa in pa med stilom modernega časa. Vsak stavek je napisan bolj umetniško, s ščepcem elegantnega praška. Pripomore k temu, da si bralec lažje predstavlja sliko prebranega, da se bralec bolj poglobi v zgodbo in s tem tudi bolj razume in začuti pisatelja. Stil tudi pripomore k lažjemu branju, saj se vsaka stran ne vleče v neskončnost, ker je ta stil nekaj svežega, nekaj, kar se danes ne najde vse povsod. In zato je užitek branja še toliko večji. Lik v knjigi je samo en, pisatelj sam.
Vse drugo pa so enkratni stranski liki, ki pomagajo z napredovanjem dogajanja. Veliko ljudi misli, da več likov pomeni boljša knjiga, s čimer pa se jaz ne strinjam. Seveda je lepo, če ima knjiga polno likov, pri katerih lahko spremljaš napredek in drugačno obnašanje. Vendar pa tudi nič ni narobe, če ima zgodba en lik, kateremu se lahko pisatelj na polno posveti, ga izpolnjuje in ga izpili. S tem ima zgodba en lik, s katerim se bralec lahko poveže in ga spozna kot pravega človeka. Če že razpravljam o povezavi z likom, sem to doživel tudi jaz. Počutil sem se, kot da sem naš glavni lik v knjigi poznal skoraj na osebni ravni. Vedel sem, katere so njegove značilnosti, kje je živel, kakšne narave je bil in kako se je skozi leta spreminjal. Lik ima osebnost in ni popolna rudka brez težav in napak, ampak ima svoje probleme, s katerimi se spopada kot vsak človek na tem planetu. Temu jaz osebno rečem dobro zgrajen lik, katerega z veseljem spremljaš skozi njegove dogodivščine. In pa končno, bistvo te zgodbe, te knjige, ki jo je napisal Ivan Cankar. Med branjem sem vedno dobil občutek nekega sovraštva, ki ga lik čutil do vsega okoli sebe. Poleg vseh lepih dogodkov se mu je zgodilo veliko slabih, zaradi katerih je vedno hotel v svet poznanje. Vedno je hotel v kraje, kjer je mislil, da bo imel lepše življenje. Ko je na koncu dejansko ta čas napočil, se je začutil žalost glavnega lika, da je moral zapustiti svojo domačo vas, kljub vsemu, kar se mu je zgodilo. Ko sem začel knjigo brati, se za njo nisem preveč zanimal, ampak bolj sem bral, bolj sem jo vzljubil, zaradi njenega stila, s katerim jo je pisatelj napisal. Seveda ima knjiga svoje napake, ampak so tako minimalistične, da ne uničijo branja. Knjigo bi predlagal vsakemu, ki ima raje krajše knjige in pa mladostnikom mojih let. No, to je bilo moje mišljenje o knjigi, ki mi jo je dala učiteljica. Prebral sem jo z veseljem, pisal v njej, pa sem še raje. Ja, najlepša hvala za to razmišljanje, ki dejansko dokazuje, da je Cankar namenjen tako starejšim kot mlajšim bralcem, da je aktualen še vedno, še danes, in to je tudi namen te knjige, ki smo jo danes predstavljali, predstaviti Cankarja najširšemu občinstvu. Ob tem bi se ob koncu rada še enkrat zahvalila avtorici za tole predstavitev in pa seveda vsem zvestim bralcem z Vrhnike. Hvala, da ste prišli in z nami delili en košček svojega siceršnjega branja, ki ga izvajate. Tako da hvala lepa.